Svetovati dvomljivcem in učiti nevedne, to sta dve duhovni deli usmiljenja, ki sta med seboj močno povezani. Papež Frančišek jima je 23. novembra, četudi se je jubilej sklenil, posvetil premišljevanje med splošno avdienco, ki je potekala v avli Pavla VI. Sta deli, ki sta lahko živeti tako v preprosti družinski razsežnosti, ki sta na dostopu vsem, kakor tudi posebej drugo, ki zadeva učenje na bolj institucionalni organizirani ravni. Glede tega dela je sveti oče dejal, da je izraz nevedni nekoliko premočan in da zgolj pomeni tiste, ki nečesa ne vedo in se morajo tistega naučiti. Nato je izpostavil primer, koliko otrok še vedno trpi zaradi nepismenosti in ker nimajo možnosti izobraževanja. Ni mogoče razumeti, da v svetu, v katerem je tehnični in znanstveni napredek tako visok, še vedno obstajajo nepismeni otroci. To je stanje velike krivice, ki načenja samo dostojanstvo osebe. Brez izobrazbe se namreč zlahka postane plen izkoriščanja in različnih oblik družbenega trpljenja, je poudaril sveti oče. L'insegnamento più profondo che siamo chiamati a trasmettere è la certezza più sicura per uscire dal dubbio. Najglobji nauk, ki smo ga poklicani posredovati in najzanesljivejša gotovost, da bi prišli iz dvomov, je torej Božja ljubezen, s katero nas je ljubil. To je velika ljubezen, zastonjska in podarjena zavedno. Bog si svojo ljubeznijo nikoli ne premisli, vedno gre naprej in čaka, svojo ljubezen podari zavedno in mi moramo čutiti odgovornost zanjo, da bi bili njeni pričevalci, ko bratom nudimo usmiljenje, je zbranim dejal papež Frančišek. Ta je pred splošno avdienco v predverju dvorane Pavla VI. Pozdravil udeležence pogovora, ki ga je organiziral Papeški svet za medverski dialog skupaj z iransko-islamsko organizacijo za kulturo in odnose iz Teherana. Zelo vesel sem bil, ko je prišel iranski predsednik in tudi imam zelo dober vtis o vaši kulturi, odkar me je obiskala gospa podpredsednica skupino profesorjev. To me je pozitivno nagovorilo, da sem bil zadovoljen.